Zakaj bi človek od vseh krajev na svetu prišel študirati v Novo Gorico? Zato, ker bo prišel študirati v eno mesto in odkril, da pravzaprav študira v dveh. In da te dve mesti sta del enega velikega kontinenta in da vse, kar je kontinent dal od sebe, je prinesel sam. Na prenovljeni Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici ponujamo zanimive, relevantne, sodobne študijske programe. Na slovenistiki ponujamo tako jezikoslovje kot literarne vede, in sicer na prvi, drugi in tudi tretji doktorski stopnji. Kulturna zgodovina na prvi stopnji ponuja raznoliko razumevanje naše čezmejne situacije tukaj na Goriškem. Emir program pa ponuja migracije in medkulturne odnose med Češko, Nemčijo, Norveško, Indijo. Pripravljamo tudi digitalno humanistiko. Pridite misliti čez v Novo Gorico. Študij na Univerzi v Novi Gorici je s svojimi vsebinami vpet v mednarodni prostor in raziskovalcem omogoča, da s svojimi znanstvenimi spoznanji soustvarjajo znanost v svetovnem merilu. Na območju, kjer se nahajamo, se stikata dve kulturi in jezika, kar nam daje možnost za raziskovanje specifičnih skupin govorcev in povezovanje z raziskovalnimi centri na drugi strani meje. V raziskavah in na predavanjih mislimo čez. Medkulturne stike, literarne vede, študije spolov, nove medije in kulturno zgodovino. Jezik je zelo zapleten sistem pravil, ki nam kot del splošne kognicije ponuja vpogled v delovanje naših možganov. Fakulteta za humanistiko nudi študij jezikoslovja v okviru programa prve stopnje slovenistika, programa druge stopnje slovenistika smer jezikoslovje, pa tudi na doktorskem programu tretje stopnje kognitivne znanosti jezika. We are looking for students who are independent thinkers and interested in critical thought. As historians at the Cultural History program, we approach the past as something that is very much alive. We have historians, social thought, political thought, historians of art, of environmentalism, the Green Movement, because we believe it is through the multiplicity of methodologies that every student's unique perspective can be addressed. Mislim, da je zelo pomembno spodbujati iskanje in analiziranje kvalitetnih, verodostojnih podatkov ter tudi razvijanje kritičnega mišljenja. Lahko pride do konstruktivnih, zanimivih diskusij in do izmenjave različnih pogledov na neko tematiko. Stremimo k interdisciplinarnosti študija, kar pomeni, da povezujemo zgodovinske tematike z ostalimi področji, kar se izraža v tem, da imajo študentje in študentke, ko zaključijo študij zgodovine, kompleksen, razvejan in sodobno naravnan spekter znanja in kompetenc. Podpiramo program Kulturna zgodovina, ker je poznavanje zgodovine in kulturnih znamenitosti pri potencialnem kandidatu za zaposlitev zelo pomembno, saj sam kandidat pripomore k temu, da gost izve največ, kar lahko o naši kulturni dediščini. Kako v enem samem hipu prebrati na 10.000 romanov, na 100.000 pesmi? Odgovor ima digitalna humanistika. Študenti iščemo nove pristope, nove metode, drugačne vsebine, drugačno misel. Prava misel, kreativna misel je tista misel, ki ni udobna, ni stereotipna. To je kritična misel, ki je največkrat konfliktna. Misleči človek, humanist, je tisti človek, ki se loti zares nenavadnega, nekako protislovnega podviga, ko poskuša kritično misliti, kreativno misliti, biti aktiven v prostoru, ki je pasiven. Jaz bi rad hodil v majhno, morebiti je le hladnost hoffentlich nur ein Versprechen Stari pasivnosti in degeneraciji. Craft art to market its products not only large numbers as big. Ekstimno, eksistencialni gnus, objektni gnus. V zgodovini humanistike obstajajo številni koncepti, ki obravnavajo človeško izkušnjo odtujenosti. Danes je pomenljiva izkušnja cringe-a, ki pomeni sram, ki ga občutimo namesto drugega. Cringe najdemo v digitalni kulturi memov, cringe komedijah Larryja Davida, pa tudi v politiki in oglaševanju, kjer vlada imperativ prisilne všečnosti. Univerza v Novi Gorici in Fakulteta za humanistiko sta izjemnega pomena za naše čezmejno kulturno področje. Programi slovenistike, kot so na primer literarne vede, kulturna zgodovina, migracije, medkulturni odnosi,
so temeljne vsebine tudi v našem programu Evropske prestolnice kulture. Zato bomo študenti in profesorji intenzivno sodelovali, saj želimo skupaj ustvariti bogato, kreativno in inspirativno okolje, kamor bodo prihajali študenti od vse povsod, pa ne le prihajali, ampak imeli možnost po študiju tudi ostati. Tukaj čez to skrajno miroljubno pokrajino so šle fronte Prve svetovne vojne in vse divizije Druge svetovne vojne. Ena od osnov, da človek postane moder, je to, da se pusti presenetiti. In tukaj te najbolj vsakdanja stvar lahko preseneti tako močno kot v vsaki drugi knjižnici sveta. Slovenistika na Univerzi v Novi Gorici študente seznanja z literaturo Slovencev v Italiji, in sicer iz Beneške Slovenije, Rezije, na Goriškem in na Tržaškem. Najbolj vedoželjni študenti lahko študij nadaljujejo na tretjestopenjskih doktorskih študijskih programih Univerze v Novi Gorici. Doktorski študijski program Humanistika je usmerjen na 3 raziskovalna področja: literarne vede, zgodovina ter migracije in medkulturni odnosi. V Centru za kognitivne znanosti jezika se ukvarjamo s formalnim tvorbenim jezikoslovjem, primarno skladno in pomenoslovjem. Naše raziskave so pogosto eksperimentalne. Center Večjezičnost velja je del mednarodne mreže Bilingualism Matters. Slovensko vejo gosti Center za kognitivne znanosti jezika. Raziskovalci iz mreže Večjezičnost velja se vključujejo v raziskovanje jezikovnih in kognitivnih vidikov večjezičnosti ter uporabljajo center za seznanjanje javnosti s svojimi spoznanji. Sodobna humanistika mora misliti čez. Sodobna humanistika mora pristopati k svojemu raziskovanju drzno, pa tudi igrivo. Mora se zavedati svojih korenin in drzno zreti v prihodnost. Naši raziskovalci so večjezični, večkulturni in večdisciplinarni. V tem je naša moč. Pridite, da jo gojimo skupaj. EMIR, the European Master in Migration and Intercultural Relations. EMIR is the first African, European, Asian Erasmus Mundus program in migration studies. We're a diverse group of students from all around the world who are interested in migration studies through an intercultural approach. Student mobility is one of the key aspects of EMIR. So our students spend their first year in Germany and Norway. Then they choose their own mobility paths for the second year, studying in Czech Republic, Slovenia, Sudan, Uganda, South Africa, or India. And we have a lot of fun and adventures along the way. Learn more at www.emir.org.